No, naša Pija se pa sprehaja nekje po mestu in bo z nami delila nekaj čisto novega, morda pa rojstnodnevnega. Jaz se bom pustil presenetiti in presenetite se tudi vi. Pija, beseda je tvoja. Ja, lep pozdrav in veselo obletnico tudi tebi, Luka. Pravzaprav ne boš verjel, nahajam se v neposredni bližini. Zakaj? Zaradi tega, ker je danes zadnji dan, ko si lahko tole razstavo solidarnosti v bližini studia Figovec ogledamo. Poglejte, kako blizu sem Figovca. Za mano je na primer slovenska hiša Figovec. No, tukaj pa je tudi razstava Luka. Si pa res v neposredni bližini. Zdaj pa tečem nazaj, da se studio ne zaklene slučajno. Zmenjeno. Tako, no in zdaj pa naj vas popeljem še po tem sončnem vremenu, po tej razstavi solidarnosti. Solidarnost vendar je ena stvar, na katero je super, da pomislimo oziroma jo imamo ves čas nekje v glavi. Ne nazadnje, zdaj, ko nas je vedno več ljudi na svetu, vedno bolj pogosto bomo živeli skupaj v tesnih in majhnih prostorih. In dobro je, da se spomnimo tudi solidarnosti, kajti če pomagamo eden drugemu, nam je lažje, tako posamično kot tudi v skupini. Kaj pa so pripravili tokrat s strani Plaktivata? Namreč tale tukajle zraven na ploščadi Ajdovščina oziroma ploščadi pri studiu Figovec so ves čas razstave in Plaktivat tale prostor uporablja za take bolj družbeno angažirane razstave. Vidite tamle zadaj še naš studio in potem tukaj spredaj pa seveda ti različni plakati. Videli smo že marsikatere plakate zdaj tudi v letošnjem letu in tokrat so se pri Plaktivatu v sodelovanju s Tamtamom odločili za tematiko solidarnosti. Naprimer tale pano nam kaže 4 različne plakate, njihovih avtorjev žal trenutno ne moram navesti, ker jih na plakatu ni, ne, lažem, lahko jih navedem. Tale, naprimer, Matija Primic, ampak poglejte, takole čisto na majčkeno piše v kotu. Tole je, naprimer, Matija Primic. Aha, če gremo čisto blizu, lahko vidimo, da gre za digitalni tisk. No, ne nazadnje je ta tudi cenejši. Plakati vendarle ne rabijo živeti pol leta oziroma še pol leta, mogoče še kdaj, ampak kaj dalj pa, naprimer, tako kot knjige, pa v resnici ne. No, tale prvi pano se je torej odločil za predstavitev solidarnosti na temo rok. Gre sicer za različne avtorje, tako da zelo zanimivo, da so se odločili za to tematiko sklepanja rok. Naprimer tole Matija Primc, no, tudi ta spodnji je Matija Primc, ampak zgoraj sta pa naprimer 2 od Rankota Novaka. Tudi po oblikovanju lahko vidimo, da gre ravno za to, da sta ta 2 plakata in ta 2 plakata res enaka. In tukaj lahko vidimo, da nesolidarnost je nepripravljenost za medsebojno pomoč, sodelovanje, tako piše na plakatu, no solidarnost, ki je pa zeleno obarvana, pa je pripravljenost za medsebojno pomoč in sodelovanje. In če pogledamo, če se ne osredotočimo tako na roki, ampak osredotočimo na same znake, seveda vidimo, da je na levi strani križ in na desni strani kljukica. Ja, kar nekako smo navajeni tukaj v zahodnem svetu tudi, da so ponavadi tiste stvari, ki so na desni strani dobre in tiste na levi strani slabe. Ne nazadnje to izhaja tudi iz krščanstva, ki je na zahodu zelo razširjeno, kjer naj bi tisti, ki bodo zveličani, sedeli na desni strani Boga. Recimo bolj na vzhodu, kjer tudi berejo v drugo smer, bi verjetno bila ta 2 znaka zamenjana. Ja, seveda, treba je kulturno relativno gledati na stvari. Ne nazadnje nas je zgodovina pripeljala do tega, da danes lahko to torej tako beremo na podlagi kulturnih dogovorjenih konvencij, kot so pač jezik in smeri in podobno. No, Ranko Novak se je odločil za ta bolj yin-yang pristop oziroma črno-belo, kjer je nekaj svetlega v črnem in nekaj črnega v
temnem. Nadejam se, da tukaj ni mislil na človeške barve, ampak bolj na samega človeka, enega samega v sebi, ki naj bi združeval temno in svetlo stran. No pa poglejmo še drugo stran plakata, da se ne bom res samo pri enem zataknila. No, poglejte, tukaj pa so 4 različni plakati na temo solidarnosti. In če jih poskušamo interpretirati, solidarnost je kot 4. noga stola, ki bi moral imeti 4. Poznamo seveda stole s 3 nogami, ampak če pa stol s 4 nogami, oziroma ki bi moral imeti 4, ene nima, se zlahka prevrne. In tako je seveda tudi s solidarnostjo. Če v tem nismo vsi skupaj, se zlahka kaj skrha. Tale je vzdihen konga oblikovanje in ravno o krhkosti lahko govorimo tudi, ko pogledamo ta zgornji plakat, ki ga je pa oblikoval Donggu Zheng. Ja, mednarodni natečaj je bil narejen za oblikovanje, kot lahko sklepamo tudi po imenih in priimkih, nekaj pa je tudi slovenskih avtorjev pri tem sodelovalo. No, zakaj pa krila? Solidarnost leti na krilih, si na primer lahko predstavljamo. Zgoraj pa potem taka v bistvu slika, ki, če smo iskreni, malce spominja na tistega slikarja, ki smo ga imeli že od Windows 95, lahko na računalniku, kajti gre za te enostavne poteze, ki jih pravzaprav vlečemo s pomočjo računalnika, ki nam potem naredi okroglo ali bolj ovalno obliko. In še ena na senčni strani Madona, pa komaj pri prvem plakatu smo, upam, da nam bo uspelo priti čez vse ostale. No, tukaj še solidarnost kot mreža oziroma kot vrsta in vrsta ljudi, ki stojijo eden na drugem. Kaj se zgodi, če vzamemo enega, si verjetno lahko mislite. Tale je pa tako simpatična. Solidarnost začini svet. In solidarnost kot rožice, ki padajo iz take solnice. Še tak vesel. Poglejte ga, kako je vesel tale človeček, ki je tukaj zraven. In pa ja, očitno so se avtorji zelo radi ukvarjali z rokami. V solidarnosti si en drugemu podajamo roke. Poglejte, kaj vse lahko naredimo z njimi. Tale srček mi je sploh zelo simpatičen. In solidarnost je lahko moč. Tudi tukaj vidimo, da v 2 rokah se v bistvu skrivajo 2, 4, 5 rok na eni strani plus palec in 5 rok na drugi strani. Roke, ki si jih lahko podajamo, ki jih lahko držimo, ki lahko kažejo znak za mir, lahko kažejo srce. Tole vprašanje, ne vem, kaj je, ampak če pogledamo, na primer, tole je znak za WC v jeziku gluhonemih, tole pa je znak, na primer, za ljubezen. Te sicer tukaj ne vidimo, ker mogoče bi nekateri mislili, da to kažemo rock on oziroma kaj podobnega. No, tukaj pa še misli na vse oziroma misli nase. Če boš mislil nase, boš mislil tudi na vse ostale. Oziroma vse dobro bi bilo, če bi lahko eden na drugega pa še na vse ostale razmišljali. Mogoče bi tako tudi kakšna prijava na javni red in mir v kak petek zvečer mogoče ostala v sosedskem dogovoru, da pač lahko eden je malce tišji od drugega in bi bilo to. Nadaljujemo z pohodom po razstavi Solidarnost. Človek človeku steber. Tako. Ja, brez ljudi, brez rok bomo težko kaj. Pa tukaj ne smemo diskriminirati seveda ljudi, ki so zaradi takšnih ali drugačnih življenjskih poti pristali brez udov. Gre seveda za neko simbolno podajanje roke. Ne rabimo imeti dejanske roke, seveda, da jo človeku takole simbolno podamo. Tukaj pa ja, človek, ki se naslanja na človeka, ki je steber. Ti so malce večji, verjetno tudi z razlogom. Kdo jih je pa naredil? Tina Nunar je tale naslednji, ta je pa
tako enostavno simpatičen, ampak super ilustracija. Edino malce, če smo lahko malce kritični, so ga, poglejte, malce pofrknili pri tisku, razen če je bilo to seveda namerno narejeno, ampak tukaj se ena in druga barva tako dobro prilegata tej črni sredinski barvi, medtem ko tukaj pa je prišlo malce do zamika. Zdaj res je, da gre za plakat in da se to oddaleč verjetno ne vidi, ampak ko pa pridemo bližje, pa zagotovo se. No, toliko za enkrat. Poglejte, 4 plakate, oziroma 5 tabel imamo še v Madonna. Bo treba iti malce hitreje, če vam hočem celo razstavo pokazati, kaj ti si pravim. Mislim, da je samo še danes na ogled. A več o ostalih plakatih še, ko se vrnemo iz oglasov. Lepo pozdravljeni nazaj. Ja, še vedno sem tukaj na ploščadi Figovec in gledamo razstavo o solidarnosti. Tukaj namreč tam ima svojo posebno galerijo. Ena se nahaja tudi na Vegovi ulici, kjer so umetniki posebej izbrani vsak mesec posebej. No, tukaj pa je več umetnikov zbranih skupaj in tokrat na temo solidarnosti. Samo še danes lahko to razstavo vidite, je pa na prostem in na voljo. Spodbuja pa seveda solidarnost, ki jo podpiramo tudi mi. Raj kot prst ponudi roko, pravijo takole. Evo, tudi Luka nam je ponudil roko. Na tečaju je sodelovalo 336 prispevali pa jih je 28 različnih. Žal razstava ponuja pregled 32 plakatov, ki je strokovna žirija uvrstila v finale izbora natečaja, ter 16 plakatov po izboru tam inštituta. Evo, no, zdaj pa veste. Tale ti super paše. Raje kot prst si ponudil kar cel objem. To sicer ni najbolje po higienskih standardih trenutnih, ne za ukrepe, ampak naj ti bo, Luka. Se bom razkužil. Se boš razkužil, okej. Veliko razkužila, zdaj pa nazaj. Super. Luka, najlepša hvala za te informacije. Mi gremo pa še naprej malce po razstavi. Tukaj odpiramo srca, tudi odpiranje srca je dobro za solidarnost. Ja, kot smo rekli, malce bo treba pospešiti, da bomo prišli čez razstavo. Tukaj spet sklop 4 plakatov. Eden od Vasota Krčmarja, ki kot vidite iz svoje sredine je iztrgal srce. Lahko pa je to tudi, naprimer, glava postala srce, ampak s tem povzročila praznino v njem. Najverjetneje gre za prvo interpretacijo. No, še ene roke, kot smo videli, očitno jih nisem mogli uvrstiti v tisti prvi plakatni del. Tudi tukaj si ponujajo drug drugemu pomoč, tale pa mogoče malce bolj tehnična solidarnost. Tudi v tem, da da smo različni, hočejo s tem povedati, ker kot vidite tukaj, naprimer, ta, če se ne motim, je angleški, potem ta je ta srednjeevropejski štekar, oziroma kako se je štekarju že? Luka, pomagaj mi, prosim, če se spomniš, kako se reče štekarju po pravilno slovensko. Vtičnica, tako se opravičujem. Vtičnica, nisem se mogla spomniti. In pa potem še tale kolaž, močnejši smo, ko smo si bliže. Joj, kako simpatičen je pa tale. Sicer v tem soncu, zdaj zunaj je menda nekih 7 stopinj, ampak moram povedati, da na soncu je izjemno toplo. Malce smešno potem izpade sneg in snežak, a vendar poglejte ga, kako prijazen je ta snežak. Svoj nos je odtrgal zato, da bi ga dal zajčku. Ne, nazadnje ga res ne potrebuje, ne vsaj za dihanje, ne snežak nosu, tako da zajček pa potrebuje nekaj za jest. In mislim, da sta se super zmenila. In tudi to je še ena od čudovitih načinov, kako smo lahko solidarni. Če imate eno mandarino od nje, verjetno ne boste prav siti, lahko pa jo podelite s prijatelji in vsakemu priskrbite nekaj citrusov in C vitamina. Še opomin na stari slovenski rek, dobrota je sirota, ampak tukaj so rekli ne, dobrota ima dolge noge. Spodaj, ne vem, če vidite, piše, da zasuk 2 slovenskih pregovorov je prikupen pristop k opozarjanju na pomembne vrednote, ki so v teh negotovih, spreminjajočih se časih redkost. Dobrota, nesebičnost, empatija in podpora drug drugemu so ključne, se splačajo in še vedno predstavljajo temelje začetka človeške civilizacije.
Ne vem, če lahko preberem to na koncu, ampak piše, nehajmo biti sebične, ZDE, da ne bomo preklinjali na javnem mestu, a vseeno je dobro povedati, zakaj govori. Vsi za enega, eden za vse, še v obliki bremenskih mestnih godcev, ako se spomnite te pravljice, kjer so potem morali splezati eden na drugega. In gremo še naprej, tale oddaleč izgleda, kot da gre za dizajn kina Šiške, ampak tole sta Alja Herlah in Type Saloon, kjer smo mi večji od jaza, ker jaz je samo eden od tega, od množice, ki tvori besedo mi. Pa še tale The Great Unity of the People of the World, oziroma velika skupnost ljudi sveta, kjer vidimo mrežo vzporednikov in povratnikov, ki se skupaj potem združijo. In na drugi strani še objem, seveda, kaj bi brez objema, če smo pri solidarnosti. Pravijo, da se menda začne endorfin, hormon sreče, najbolje sproščati, če se objemate vsaj 7 sekund. Tako da, če se boste danes kaj objemali, objemajte se dolgo. Pa še ena namesto solidarnost bi moglo pisati solidarity, ne, ta prvi, ki je, bi bil pravilen zapis te besede solidarnost po angleško, ampak so čez nalepili besedo sold, kar pomeni prodano. Tako da prodali smo solidarnost. Jo bomo res? Odločitev je seveda na nas. In še tale s pripisom better communicate and unity can continue and higher ground. Se pravi, boljše, ko bomo se sporazumevali in tvorili skupnost, lažje bomo potovali v svetlo prihodnost. Verjetno ste pa že videli tudi te oblačke, stripovski oblački, ampak predvsem verjetno spominjajo na tiste iz Messengerja, Facebookovega klepetalnika. Tole pa še v bistvu, ta prvi plakat bi ga morala kot prvega pokazati, tako da če boste prišli sem pogledati še danes to razstavo, pridite iz te strani, iz strani policijske postaje. Kot vidite, gre za 13. mednarodni natečaj Plaktivata, kar je sicer tudi že Luka prej povedal, in ja, 15.4. je zadnji dan, ko si lahko to razstavo pogledate. Kar sicer pomeni, da bo nova razstava že verjetno naslednji teden, upajmo, da res. Ampak bomo videli, še eno plakatno mesto vam imam za pokazati in potem bomo počasi na okoli. Še ena yin-yang varianta. Yin-yang seveda mislimo na dva principa, ki se najdeta v vzhodnjaških filozofijah in religijah, kjer je en bolj introvertiran, drugi bolj ekstrovertiran. V popularni kulturi so to prevzeli, kot da je nekaj ženski, nekaj moški princip, a v resnici sploh na vzhodu ne razumejo spolov, tako kot mi v Indiji imate lahko na potnem listu 5 različnih spolov, ker pač, ko se rodi milijarda ljudi, pride milijarda variacij različnih ven in ljudje so ugotovili, da ja, imamo takšne in drugačne značilnosti. Potem pa odvisno seveda vse še od vzgoje. No in tale yin-yang se pravzaprav prekriva v sredini, v tej sivini, ki nam daje dom. Se pravi, če vse principe na svetu združimo, upamo, da najdemo dom, v katerem je eno veliko oko, ki naj bi zagotavljalo varnost, zraven pa še na eni strani great, na eni strani unity, se pravi na eni strani združevanje, na drugi strani nekaj velikega. Še ena zelo pisana zadeva, simpatično, ne? Taki veriga iz prstkov. Če se dobro spomnite, včasih smo naprimer tudi tiste črte na nebu, ko smo bili otroci, se pogosto igrali, menda po celi Sloveniji, da si takole nastavil roko in potem je mogel drugi človek priti in ti
narediti krogec skozi tvojo roko, potem pa sta povlekla en na drugo stran in komur so se roke razprle, tisti je dobil srečo. Ob pogledu ali na dve isti številki na registrskih tablicah ali ob pogledu na črto na nebu, ki jo tvorijo avioni na visoki višini in v primernih vremenskih pogojih. Danes bi to lahko spet delali, ker ni več tako veliko črt, avioni so bolj v počivanju, na čakanju, tako da danes mogoče lahko spet se spomnimo te igrice. Pa še ena zadnja roka, začeli smo z roko, končali bomo z roko. Solidarnost, ki lahko bi rekli tudi, da nam daje petkico, tudi to bi bilo kar simpatično. Če bi ste vsi segli v roko, bi nam torej bilo lahko in lažje. In slej ko prej bi bilo dobro, da kaj takega resnično poizkusimo, zakaj pa ne. Ljudje smo načeloma dobri drug do drugega, vsak ima seveda takšne in drugačne izkušnje za seboj, a če si dajemo roke, če smo solidarni, lahko dobimo marsikatere dobre izkušnje. Naprimer, sociologi pravijo, da bi morali čisto znanstveno gledano, če določene skupine ljudi naprimer ne maramo, bi morali namerno poskusiti dobiti čim več prvoosebnih izkušenj s to skupino ljudi, zaradi tega, da čisto znanstveno dobimo večji raziskovalni vzorec. Se pravi, več, ko bomo imeli izkušenj, lažje bomo rekli dobra, slaba izkušnja. Ponavadi, ko imamo za eno skupino ljudi veliko izkušenj, vidimo, da pravzaprav ni odvisno od skupine, ampak od samega človeka, za kakšnega človeka resnično gre. Toliko izpred Figovca, preden se vrnemo nazaj tjale noter v studio Figovec, pa bomo še preverili oglase. Hvala, da ste bili še na enem sprehodu z mano. V ponedeljek nas že čaka sprehod po eni drugi razstavi, in sicer po razstavi, ki se trenutno nahaja pred Muzejem novejše zgodovine. Tam imate fotografsko razstavo, ki obeležuje 30 let slovenske zgodovine, zadnjih 30 let od osamosvojitve Slovenije dalje. Več v ponedeljek, sicer pa lep pozdrav izpred Figovca.